Nova zakonodaja z področja piškotkov je začela veljati že 15. junija letošnjega leta in velika večina spletnih strani se seveda še ni prilagodila tej novi zakonodaji. Na kaj pravzaprav morajo biti upravljavci spletnih strani pozorni? Prvo pravilo je, poglejte, katere piškotke nalaga vaša spletna stran uporabnikom oziroma obiskovalcem vaše spletne strani. Zelo podrobno je potrebno prebrati ali seveda zakon ali naše smernice, lažje bo smernice, ker niso tako pravno kunštne, in pogledati, kateri piškotki so izjema, ko obvestilo ni potrebno, ko pravzaprav posameznik s tem, ko pride na spletno stran, ve, da ta piškotek tam je in ni potrebna, bom rekla, posebna privolitev. Kar nekaj takšnih izjem je. Seveda to so piškotki, ki so nujni za delovanje, bom rekla, infrastrukture spletne strani, potem v spletnih trgovinah so to piškotki, ki si zapomnijo naša naročila v košarici, vse to so izjeme. Zagotovo pa obstaja nekaj takšnih piškotkov, ki so zelo invazivni za posege v zasebnost, to so pa tako imenovani oglaševalski piškotki. Pri teh piškotkih je pa treba seveda biti zelo pozoren in posameznika obvestiti, za kakšen namen piškotek uporabljate. In najbolj bistveno seveda je, da posamezniku daš možnost, da se odloči, ali takšen piškotek želi ali ne. Seveda na drugi strani mi kot informacijski pooblaščenec razumemo, da določene spletne strani živijo od oglaševanja in da je določen piškotek seveda nujen za to, da spletna stran preživi. Ampak noben upravljalec spletne strani me ne bo prepričal, da so vsi piškotki nujni za delovanje spletne strani in za to, da spletna stran živi od oglaševalskega kolača. Takšen pristop je nesorazmeren in ga informacijski pooblaščenec ne bo toleriral. Torej, obvestilo v smislu, naša spletna stran ima te in te piškotke, take it or leave it, torej vzemi ali pusti, niso razmerno in ga ne bomo dopuščali. Zagotovo vtičniki za Facebook, Twitter in ostala družbena omrežja niso tisti piškotki, ki so nujni za posameznika. Torej, pri teh piškotkih, ki niso nujno potrebni za delovanje spletne strani, pozivamo vse, da posamezniku dajo možnost, da se sam odloči, ali tak piškotek želi ali ne. To je preprosta logika.